Marko je šel nakupovat v trgovino Kupidrom. Prodajalka mu je ponudila posebno kartico in rekla: "Samo svoje podatke vpišete, vse je že obkljukano, pa dobite popust." Marko ima rad popuste, saj tako kaj prihrani, zato je hitro napisal datum rojstva, kje živi, svoj elektronski naslov in telefonsko številko. Torej je trgovini Kupidrom dal svoje osebne podatke. Na obrazcu je bilo že vnaprej označeno njegovo soglasje o tem, da Kupidrom uporabi njegove podatke, kakor želi. Trgovina dobi tudi seznam vseh nakupov, pri katerih Marko uporabi kartico. Vse te podatke zbira, jih preuči in tako ve, kakšne nakupovalne navade ima Marko. To pomeni, da mu lažje proda več. A od 25. maja 2018 zbiranje podatkov na tak način v Evropski uniji ni več dovoljeno, saj je začela veljati posebna uredba imenovana GDPR. Če želi Kupidrom shraniti in analizirati Markove podatke, mora Marko obrazec prebrati in sam obkljukati, kaj dovoli. Prav tako si lahko vedno premisli in zahteva, da Kupidrom vse zbrane podatke izbriše. Podatke zbirajo tudi podjetja, ki obvladujejo posamezna družbena omrežja. Ta zbirajo zapise, klike in všečke Markovega sina Tomija. Tomi je star 13 let. Ker še nima 16 let, se mora z zbiranjem in analiziranjem njegovih podatkov strinjati tudi oče Marko. Če starši tega ne dovolijo, podjetje podatkov ne sme zbirati in analizirati. Ko pa Marko in Tomi obiščeta prireditev na prostem in jo tam posname televizijska ekipa, se posnetek lahko vseeno znajde na televiziji, saj je dogodek v javnem interesu, torej v interesu vseh. Torej, z uredbo GDPR je poskrbljeno, da imamo ljudje več nadzora nad tem, kaj počnejo podjetja z našimi osebnimi podatki. Ne smejo jih uporabljati brez naše privolitve, zahtevamo lahko tudi, da podatke izbrišejo. Za osebe mlajše od 16 let pa morajo privolitev podati starši.